Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Jezikovni kotiček. Tokrat se bomo učili o tem, kako se pravilno tvori velevnik glagola nači. Slovenščina ima vrsto glagolov, ki se v nedoločniku končujejo nači. Poglejmo si nekaj primerov. Pozdravljen, kako si? Dobro, krasni dnevi so, kajne? Kot nalašč za tek. Prijavil sem se na maraton. Vsako jutro grem teč pred službo. Čudovito. Primeri: reči, reči v pozdrav. Steči, steči naproti. Sleči, sleči pulover. Podleči, podleči bolezni. V sedanjiku imajo ti glagoli v prvi osebi ednine končnico čem ali žem. Reči, rečem v pozdrav. Steči, stečem naproti. Sleči, slečem pulover. Podleči, podležem bolezni. Zjutraj je še sveže, zato oblečem pulover. Popoldan je vroče in moram pulover sleči. Da, velike temperaturne razlike so. Skrbeti je treba za odpornost, da ne podležemo boleznim. Gibanje v naravi in veliko sadja pomaga. Odpornost napade tudi, če podležemo slabim mislim, slabim vplivom in kritikam. Napaka je, če ti dve končnici pri tej skupini glagolov uporabljamo tudi v velevniku. Glagoli, ki se v sedanjiku v prvi osebi končujejo na čem, imajo v velevniku končnico ci, glagoli na žem pa zi. Reči, reci mu lepo besedo v pozdrav. Steči, steci mu naproti. Sleči, sleci pulover, tukaj je vroče. Podleči, ne podlezi kritikam. Sedaj bomo rabo pravilne tvorbe velevnikov glagolov nači vadili tako, da jih bomo uporabili v naslednji izmišljeni zgodbi. Mož je prišel domov pobit. Žena ga je vprašala, kaj je narobe. Rekel ji je, da se je nadrejeni po krivici spravil nanj. Ne podlezi njegovi slabi volji. Odvrzi svoj ranjen ponos in bodi raje dobre volje. Ti si samo opravljal svoje delo, mar ne? Ga je bodrila žena. Jutri mu že takoj zjutraj reci kaj lepega v pozdrav in ga prosi, če bi se lahko pogovorila in rešila nesporazum, je svetovala. Za vajo tudi sami sestavite zgodbo, v kateri vadite svoje znanje o pravilni tvorbi velevnikov glagolov nači. Če nam boste svoje besedilo poslali v uredništvo Spletne TV na naslov spletna.tv@zveza-gns.si, se bomo potrudili, da ga bodo naši lektorji v najkrajšem možnem času pregledali in vrnili. V e-pismu navedite svoje ime in priimek in ali še hodite v šolo. Vašega odziva bomo zelo veseli in vam bomo z veseljem pomagali. Nasvidenje prihodnjič.